Deveti razred, lepo pozdravljeni. Upam, da mi ostajate zdravi in da ste še približno dobre volje. Prejšnji teden ste imeli za domačo nalogo oziroma za svoje hišno delo v svojem hišnem priporu, za napraviti medmet in členek v delovnem zvezku. To je nekako lahka snov, zaradi tega ne bomo nič kaj preveč komplicirali. Na GoFormative, kamor prosim, da se zdaj vsi prijavite, boste dobili eno nalogo z nekaj materiala, da to utrdite in potem bomo s tem tudi končali. Zdaj pa kratka razlaga najprej medmeta. Pri medmetu sploh ni neke velike znanosti. 3 vrste so in eno vrsto že tako ali tako poznate iz književnosti. In sicer v književnosti se imenuje podobnoglasje ali v grščini, no, naj slišim, no, ja, pravilno. Potem druga vrsta medmeta, so razpoloženjski medmeti. To so vsi glasovi, ki bi jih ljudje naj izpuščali, v določenih čustvenih stanjih. Da si boste to lažje zapomnili, si oglejte tam v miselnem vzorcu tiste čustvenčke, kot se po slovensko butasto prevedejo emotikoni, in si zraven napišite primeren izraz, s katerim bi ponazorili razpoloženje. In potem tretja vrsta medmeta so velelni medmeti, s katerimi mi ukazujemo ali nekaj ponujamo, kot recimo na, pa še roko zraven, ki je zdaj kamera, na. Evo, to pa so velelni predmeti. Ja. Kar se tiče medmetov, je ta znanost nekako končana. Takrat, ko zapisujemo medmete, med njimi ne delamo vejice, razen če jih naštevamo. To je pomembno, da se zapomnimo, kar se tiče pravopisa, da če rečemo hov, ne delamo vmes vejice, kot da bi pes našteval te medmete. Hov, ne, ampak pes je dosti bolj nerazumski in ne reče hov. Lahko jih tudi napišemo skupaj, tudi to lahko napravimo. No, zdaj se pa lotimo členka. Moram reči, da je meni členek zelo ljuba besedna vrsta, zaradi tega, ker je dokaj neoprijemljiv, je tudi skrivnosten. Tukaj sem vam pripravil eno razlago, tudi natipkano, in v njej so naštete glavne značilnosti členka. Torej, zaradi česa je členek skrivnostna, neoprijemljiva besedna vrsta. To je vedno ena besedica. In dosti lažje opredelimo členek na takšen način, da povemo, kaj členek ni. Torej, členka ne moremo pregibati. Kaj je to pregibanje? Pregibanje je vsako spreminjanje oblike besedne vrste. Recimo samostalnik spreminja svojo obliko v takšen način, da se sklanja. Glagol spreminja obliko tako, da se, kdor je rekel sprega, je imel popolnoma prav in dobi sedipet. Torej, pregibanje je spreminjanje oblike. In členku se ne spreminja oblika. Recimo, členek še ne more spremeniti oblike. To je to. Ne spreminja oblike. Potem mi
členke redno uporabljamo in brez členkov bi bilo naše izražanje dokaj bolj neilustrativno, manj zanimivo, ne. Tam spodaj sem naštel 2 primera, ki si lahko preberete sami. S členkom mi dodajamo dodatno sporočilno vrednost v tisto, kar povemo, ko neki namig za razumevanje, ko neki prizvok, ja, in za čustveno inteligentne ljudi so členki nepogrešljivi. Recimo, da vzamemo primer, da rečeš: jaz tega ne bom storil. Vzameš drugi primer: jaz pa tega že ne bom storil. Ne. Kateri od teh 2 primerov je bolj poln pomena? Drugi, kaj ne? Jaz pa tega že ne bom storil. Torej, kaj s tem človek hoče bolj natančno opisati? Nekaj dodaja, neko dodatno informacijo. Recimo to, da mu je to, kar bi naj storil, nekaj nepotrebnega, nekaj zoprnega, ne. Če pa bi rekel recimo drugače: jaz pa to bom storil, ne, se pa to že drugače sliši in ta prizvok je skrit v besedici pa, ki v tem primeru deluje kot nekakšen členek, čeprav načeloma ni členek, ampak je veznik. No, in zdaj, na kakšen način tile členki delujejo? Izražajo vaše mnenje, vašo presojo nečesa, vašo sodbo o nečem, če ste o nečem čisto prepričani ali delno prepričani. Skratka, vse te nivoje vašega mnenja členki spretno izražajo. Skrivnostne so pa zaradi tega, ker se po njih ne moreš vprašati, in zaradi tega, ker lahko samo nekako prevedeš ali obrazložiš, kaj bi naj členek pomenil, ne. Torej, če rečemo neko zlato pravilo za prepoznavanje členkov: se ne pregibajo, to pomeni ne spreminjajo oblike, po njih se je nemogoče vprašati, in še eno neformalno pravilo je: če ga ne znaš uvrstiti v nobeno drugo besedno vrsto, potem je to najverjetneje členek. Zdaj, če človek obvlada čisto vse besedne vrste, potem je to pravilo zelo uporabno. Ampak če človek ne loči prislova od pridevnika, hkrati pa meša še prislov in prislovna določila, potem bi lahko bile kar vse besedne vrste členki, ker jih pač ne znaš določiti. Torej, takrat, ko določiš vsako besedno vrsto, ki jo dobiš pred sebe, in prideš do besedne vrste, ki je ne znaš določiti, je zelo dosti možnosti, da je ta besedna vrsta členek. No, tako. Recimo, da je to neka kratka razlaga, kaj vi morate pri tem znati. Se vidimo naslednjič.